ker imajo dame prednost. Bom mi vprašal prvo. Kako si v praksi predstavljate poslanstvo in župansko funkcijo hkrati? Jaz bi v praksi povedala, da si oglejte, kako uspešni so župani, ki so hkrati tudi poslanci, ali pa ki so nepoklicni župani. Recimo, če pogledamo občino Celje, ki je skoraj dvakrat večja od občine Kamnik in je ena izmed izjemno uspešnih občin, ima nepoklicnega župana, ima dva nepoklicna podžupana in kar seveda pomeni potem tudi izdatni prihranek pri političnem vodenju občine. In predstavljam si, da bomo tisti prihranek, ki je kar znaten, da bomo uporabili za to, da bomo lahko uvedli v celoti štipendijski sklad, pa bomo še malo dodali, pa bomo lahko poskrbeli za dijake, za študente in še za kaj drugega. Hvala. Ja, to so lepe besede, ampak meni zmoti že to, ko je dan državnosti, pa je pol parlamenta praznika, ko so župani na svojih prireditvah. Saj vam bo uspelo, vi ste blizu, Kamnik je blizu, to vam bo uspelo, ampak gospod Šrot živi v Celju, je odvetnik, kolikor je meni znano. Mislim, da je to prelahkotno jemanje funkcije, kdo misli, da bo upravljal dve funkcije, ker treba biti cel dan v državnem zboru. Vemo, da je to zahtevno delo, da je to naporno delo, čeprav nekateri mislijo, da se tam samo kregajo. Ampak jaz mislim, da vsak resen župan mora v taki občini, kot je Kamnik, seveda, ne Destrnik, je potrebno upravljati funkcijo zavzeto, profesionalno in 24 ur na dan. Dobro, gospod Bizjak-Natar, moramo posneje odgovoriti na to. Me veseli, da ste ugotovili, da bo meni to uspelo. Mislim, da tisti, ki so uspešni, ki so sposobni, da jim to z lahkoto uspeva, pa ne samo to. Povedala vam bom za primer župana, ki je poslanec, moj poslanski kolega, ki je uspel pripeljati, to je župan Jerič iz Hrastnika, ki je uspel v občino pripeljati kar 28 milijonov evropskih sredstev v svojem mandatu. 10 so jih že porabili, 18 jih še bojo. To se pravi, da so različni načini in za politično vodenje občine, lepo vas prosim, toliko denarja, kot ga namenja občina Kamnik, pa res ne potrebujemo. Koga in kaj boste vprašali? Jaz bi pa vprašala gospoda Veršika in sicer kot županja bom ponudila roko sodelovanja vsem strankam in vsem listam. Kaj boste vi, gospod Veršnik, glede tega predlagali vaši ekipi svetnikov? Vsekakor bo važen od vaše ponudbe, kaj boste ponudili. Je to že razlog za repliko, gospod Bizjak-Natar? Ne? V redu. Nadaljujemo pri gospodu Bogoviču, kakšno vprašanje imate in komu ga boste postavili? V bistvu ne bom postavil vprašanje, ampak bom samo vsem kandidatom zaželel, in kandidatki, da imamo eno zelo dobro kampanjo, ki bo temeljila na programu, programskih izhodiščih in pa da bodo vsi kandidati in pa kandidatke en drugemu na naslednjem soočenju izročili svoj program. Tako da si bomo znali tudi prebrati, kaj jaz, ne vem, od kakšnega kandidata še ne najdem programa na naslednji strani. Ne, nima smisla, ko imamo še čas, da pripravljamo, imamo nekateri mogoče malo več dela, drugi malo. Tako da želim pa vsem veliko sreče in pa eno zelo dobro kampanjo, ki bo programska in pa bomo se iz tega tudi nekaj naučili, da je eden od drugega. Hvala. Gospod Hvala, da zelo vprašanje ni bilo, ne mora dovoliti replike, ker bomo... Ni replika. Sem pohvalil spletno stran. Odlično. Gospod Nil, lahko nadaljujemo, upam, da vi imate vprašanje? Ja, imam tudi program na www.klin.sg. A si pregala, super. Tako. V glavnem, moje vprašanje bi pa zastavil kolegu Šarcu. Po anketah, ki sem jih jaz videl, je on eden izmed glavnih favoritov za prihodnega župana in glede na to, da novega župana že takoj decembra čaka priprava proračuna, bi ga vprašal, če ve, na kakšen način in kakšni so postopki za sprejem proračuna. Počarec? Ja, sprejem vsekakor, če se ga ne bo sprejelo, se bo financiralo po 12.
To je približno tako kot na RTV, vse zadeve, dokaj podobno. Ja, seveda, treba se usesti z vsemi skupaj in dati na mizo, kaj kdo hoče, koliko bi kdo rad, in potem iz enega žakla vzameš in če daš nekomu, moraš vzeti drugje. To vem. In to je logično. In za 24 milijonov 600 še nekaj, koliko je težak proračun, to je kar velik denar, ampak za občino Kamnik je še to veliko premalo. Tako da predstavljaš iz levega v desni žep, potem pa, ko pa pride do tega, da je pa proračun premajken, napiš pa rebalans. Odgovor, ki je izredno razveselil. Bistven podatek se mi zdi to, da je rekel, da se bo pripravljen pogovarjati, ker jaz se bom eden izmed redkih, ki sem bil pri pripravi izvajanega proračuna odrinjen tega. Župan Smolnik, ker se je z mano iz našo svetniško skupino ni želel pogovarjati in hvala Bogu, bo lista Toneta Smolnika, ker je tokrat s Marjanom Šarcem na čelu se odločila za drugačen pristop. In super, Marjan, da tudi podobno razmišljaš tukaj jaz, da bomo lahko samo toliko naredili, da bomo imeli. Samo obljube niso dovolj, treba tudi študirati, kje in kako bomo denar dobili. Dobro, gospod Čarec, morda še kakšna beseda? Je to to? Pač eno šalo bi, da malo razbremenim. Rekel je, ne znam računati, znam pa zaračunati. Dobro, gospod Smolen, zdaj se vidimo, da sprašujete koga in kaj boste vprašali. Ja, zelo sem razmišljal, potem sem se kar med potjo na mobitel naštimo, čeprav sem se razdelega obladal. Sestavil vprašanje gospe Mlakarji. Namreč, spoštovana gospa Julijana, to verjetno veste, da se bi kdo bova srečala. Zdaj pa pripravljam, ko bo vprašanje, ki skoristim to priložnost, da vas vprašam, vaša stranka je najmočnejša vladna stranka. In si ne predstavljam si, da 100.000 brezposelnimi, s problemi s študenti, problemi z zdravstvu, problemi s sortiranjem tovarem in tako naprej, kako bi lahko ponudite Kamniku eno boljšo bodočnost, če imate stranko tako vodena, kot je vodena. Ja, no, sicer gre za politično vprašanje, ne za vprašanje občinske politike, ampak vseeno, torej za državno politiko, gre za to, da je sreča, da je ta stranka trenutno na oblasti, prav zaradi tega, ker smo uspeli 20.000 delovnih, 25.000 delovnih mest očuvati, to pomeni še trikrat več ljudi, ima zaradi tega živi v družinah, kjer imajo službo. Vemo, da je svetovna kriza, da sama stranka ni mogla vplivati na to krizo. Kar se pa tiče mene osebno, pa mislim, da me zelo dobro poznajo ljudje z tega stališča, da si prizadevam za socialno, za zdravstveno varnost ljudi in mislim, da takšnih stisk, kot so v nekaterih drugih občinah, kjer župani nimajo razumevanja, da v tej občini ne bo, da bomo poskrbeli za prav vsakega državljana, za vsako občanko, za vsakega občana in da bo življenje v tej občini prijetno in kakovostno za vsakega občana. In to je moj cilj. In mislim, da svoje obljube sem vedno izpolnjevala in bom tudi tokrat. Hvala lepa. Gospod Smolen, vidim, da berete na telefonu, imate tudi repliko zapisano? Ja, imam. No, povejte. Seveda imam samo tudi močen, da verjetno sploh ne bi rada mikrofona. Ja, spoštovana, nisem vas razumel. Namreč, verjetno, mislim, da vas ne bomo spregledali. Namreč, 100.000 brezposelnosti je rekord. S tem, da imate dejstvo, da je nov državni rekord tudi policisti, kateri imajo slabe plače, da so proti vam cariniki, da so vam proti učitelji, da so proti vam medicinske sestre in to se pravi in zdravniki. Se pravi, danes lahko vaša država pripelje precej globoko. Proti meni in nobene od teh skupin, zaradi tega, ker sama stojim na strani tistih, ki si prizadevajo za to, da bo vsem boljše. In tudi zadnjič, ko sem stala tam na demonstracijah v Ljubljani,
in nosila plakat za javno zdravstvo in za to, da so se minimalne plače dvignile, gospod Levček, vas ni bilo zraven. Dobro, zadnja replika, res. S tem pa zaključimo s tem. Ja, gospod Julijana, ni bilo zraven, jaz se moram delati, sem podjetnik, ki zraven še ne preživljam. Zjutraj, ko sem se pripeljala v parlament, sem postavila poslansko vprašanje dvema ministroma, ministru Andreju Alešu Zalarju in ministrici za gospodarstvo Darji Radičevi. In če boste to spremljali v ponedeljek, bo to tudi na televiziji, ker bom javno zastavila vprašanje. Postavila sem vprašanje v zvezi s neplačevanjem prispevkom, v zvezi z neplačevanjem plač, v zvezi z zakonodajo, ki nismo mi proizvedli, ampak je zakonodaja že od nekdaj. In ko sem prišla v parlament, moja prva vprašanja so bila s tem v zvezi in sedaj se praktično ti problemi so se začeli reševati. Dobro, najlepša hvala. Zaključimo, gospod Smolej, žal, ne moramo več prositi, da se pogovarjate o tem. Jaz bi skoraj komentiral z novo, kar ne gre. Nadaljujemo z naslednjim, gospod Potočnik. Koga boste vprašali in kaj boste vprašali? Jaz sem nobenega nič vprašal, jaz sem ponosen, da med vami sedim tukaj in upam, da bomo eno dobro, volilno, čez kampanjo, fair play, resnost. In to mora biti. Jaz sem slišal drugačne svete, ko so tukaj to volilne stvari vodijo. Jaz sem ohranil, bodimo pošteni, govorimo resnico, ne enega preko drugega pljuvati, pa bo, jaz mislim, najbolj čista kampanja, ki tam kdaj doživo. To je vse. Tudi več, ki vi zadnji zastavljate vprašanje in dolgo na tapeti? Ja, hvala lepa. Jaz bom tako rekel, želim vsem veliko uspeha na volitvah in zmaga naj tisti, ki je najmočnejši in najboljši. In upam, da bomo na soočenjih še naprej tako kolegijalni in bomo odgovarjali na vprašanja vas, novinarjev in pa poslušalcev. Kar se pa nas tiče, pa mislim, da bomo mi zadeve razčistili med sabo. Hvala lepa. Bomo tudi zaključili današnje soočanje. Upam, da smo volivcem olajšali odločitev 10. oktobra. Hvala vsem kandidatom, hvala vsem, ki ste prišli kandidate poslušati. Naslednje soočanje spletnega portala kamničan.si bo 29. septembra. Soočili se bodo predstavniki list, pa tudi županski kandidati se bodo še soočili pred lokalnimi volitvami, tako da brez skrbi izvedeli boste marsikaj. Za danes pa samo še lahko noč. Hvala.